Danes smo v frizerju. V tej karantini se mi je tako zaluštala ena sprememba. Ne vem, bo bolel, ampak ja, strah me je bolj, kot če bi šla k zobarju. Prinesla sem celo pokazati, kakšno sliko hočem. In sicer opcija 1 je takle frfrujček. Opcija 2 je pa takle dolg pažek. In zdaj s frizerko Sanjo sva glasovale. Sanja, opcija A ali B? Opcija B, paž. Še je zelo to. Let's do it. Gremo. Oči, da se ne mora prevezati, koliko je debel las. Oh my god. Oh my god. Nič ne boli, ampak vse mi je kar friki. A se ni to hudo? Lejka mene, moj telefon me več ne prepozna. Noče se mi odklen. Pa dajmo, big reveal. Tada! Oh my god. To pa zdaj noben ne more reči, da ni sprememba. Kratki in sladki. Sanja? Dobro je. Še malo šalimo. Ja, mislim, da sem s to frizuro čist ready za poletje, tako da vroče mi ne bo. Z mami bova danes posadile rožice za na balkon. In približno en teden kasneje one tako lepo cvetijo. Lepe so. Dobro jutro. Jaz sem v polnem teku. Smuti je narejen, make-up je v nastajanju, mokre imam zaenkrat še lase. Danes je en tak busy dan, ful je lep dan, by the way, sonce sije, je že kar mal tak vibe, da se bliža poletje. In danes ima moja mami rojsten dan, moja lepa mlada mami. In zato grem zdajle v mesto po en velik pušalc, rabam še darilo iti zavit, pa nekaj zamenjati v mesto, ker sem vzela, pa mi je preveliko. Tako da se bomo malo družili, vas vzamem s sabo. Ampak najprej pa make-up. Zdaj je približen dober teden, odkar sem se ostrigla. Iskreno najboljša odločitev. Sem mislila, da jo bom obžalovala zelo hiter. Sem mislila, da bo tak las štrlel mi posebej, da ne bom mogla narediti si cute frizure. Ampak ne, v resnici ta dolg paž pride tako lepo. Še zmeri imam občutek, da imam dolge lase. Ful je hiter stiliran, tam lahko si flipnem na eno stran, pa še zmeri na koncu zgleda cute. Tako da, ful lušna sprememba, absolutno jo ne obžalujem. Tako da priporočam. Nekaj mora biti sicer fora z lasmi, da smo ženske tako navezane, vsaj jaz sem bila navezana na svoje lase. Tisti dan, ko sem se šla ostrič, sem bila kar tako prestrašena, ampak moram reči, da absolutno prava odločitev. Zdaj razmišljam, da bi ostala kar na tej dolžini. Mogoče celo za poletje še malenkost krajš. Veliko vprašanj dobim, s čem se potemnim. In edina stvar, katero jaz uporabljam za temnenje, je bronzer in čist nič drugega. Naravno sem toliko zelo temna, oziroma toliko zelo hitro se me prime sonce, kar je v bistvu dobra stvar, sem vesela. Nikoli se tudi v resnici ne pržim na soncu, ampak me tako by the way ujame. Torej na kavici ali pa tudi, ko smo na morju, dejansko ko rolam, ko grem v vodo, ko grem iz vode, se posušim, grem takoj
v senco, na kavo, tako da nikoli ne ležim po 20 minut, pol ure ali pa bog ne dej še celo več. Sama v resnici tudi obožujem visok zaščitni faktor, tako da pri meni je 50 za obraz vedno, pa 30 ponavadi za telo. Tako da, da veste. Okay, much better. Ok, make-up je narejen, frizura absolutno ni, grem v kopalnico posušiti si na hitrco lase in potem skozi vrata po rože in voščati mami vse najboljše. No, tako se pa čuva, prijateljci, parking. Boš dala za kavo? Rekla si ne snemaj, Kamile, gre bočno. Kaj dosti placa. Ti mater. A takole? A takale šti zdaj pomesti? Pss. Ali kak pašeš k mojemu srčku? Dobiš, da boš lahko tudi jaz. A dobim? Itak. No super. Ej, zdaj, ko si tako vroča, ne, je mene kar malo strah hoditi po mestu s takole vročo bejbo. Daj, nehaj. Let's go! Kako lep. Zelo lepo. Darilo imam. Rože imamo, tako da zdaj gremo pa proti Škofji Loki. Mene pa tudi ima. Tebe imam pa itak, ker si moja rozika. Vse najboljše za te, vse najboljše, draga mami, vse najboljše za te. A veš, to so pa rezultati kolagena. Le koliko imam novih sladkih lask. Že? Jolo je že skoraj zdaj en frufru. Pa ne raste to tako hitro. Ja, pa noro, lej. Sem ti všeč? Zelo. Zelo. Nedelja je, malo sva Lena. Peljeva se Hanžeto in staršem na nedeljsko kosilo. Pol pa poberem Vaneso in šivava na Aidin baby shower. A veš, kaj je baby shower, Anže? Stoširaš otroka. Ampak kaj, da še nima otroka? Ja, pa trebok stošira. Ja, sicer. Zdaj delamo bumerang. Ok, čakaj. 3, 4, zdaj. Lejči, ti veš, da se moraš za bumerang prestaviti. Ja, sej sem. Ja, komi. Ja, pa prijem iz tega. Če rabite kako, tako rosen. Mislim, meni je všeč. Aj, next, tale. Mislim, da še ne. Ljubčki, dober dan. Upam, da ste v redu. Ta teden bo velik dežja, tako da sem vam danes mislila pokazati en zelo simpel, zdrav, pa tudi zelo dober recept za zajtrk. In sicer bom danes naredila granolo. Najdla sem recept od Gordona Ramsaya, zelo enostavno je. Naredila sem jo zdaj že parkrat in z Anžetom jo obožujeva. Sestavine, ki jih rabimo, so kosmiči, najboljše je imeti ovsene. Jaz imam tukaj en tak miks iz malince, torej oves, rž in pa še eno žito, lešnike. Jaz bom danes dodala tudi malo orehov. Potem bomo rabili tudi riževe kosmiče. Rabili bomo tudi goji jagode in pa brusnice. Tole so bučna semena, konopljina semena in pa lanena semena.
Rabili bomo pa tudi cvetlični med. Ok, in zdaj vam pokažem, kako enostavno do dobrega in zdravega zajtrka. Med bom segrela do te mere, da bo rato malo bolj tekoč, ne sme pa zavreti. Med je zdaj veliko bolj tekoč, tako da tole bo dovolj. Izklopim. In kar zdaj naredim je, da polijam med po kosmičih. Dobro zmešam. In zdaj naše kosmiče razporedim na peki papir, enakomerno. In z njimi v pečico. Zdaj moja pečica kar dobro dela, kar želim je zlata barva in ne rjava, ok? Ok, zdaj, ko imamo granulo lepo pečeno, dodam še goji jagode. In pa slastne brusnice. In ko se granula ohladi, jo spakiram v tako stekleno posodo. In naslednji dan imamo buenissimo zajtrk. Res je dobra. Tako da jo probite tudi vi. Mi se pa gledamo v naslednjem vlogu. Čau. Čau, čau. Brr, mena žlička za Anžeta. Ni. Čekaj pa. Dej slinček si zdaj gor. Jaz sem imel helikopterčke. Bravo! Greva spat. Lahko noč.